Izjemno tesno vpeto v delo skupnosti višjih strokovnih šol pa je seveda tudi resorno ministrstvo in zato nas predvsem danes veseli, da v naši družbi gostimo ministra za vzgojo in izobraževanje, doktorja Vinka Logaja. Dobrodošli. Spoštovani podpredsednik, spoštovana izvršna direktorica, spoštovani ravnatelji in ravnateljice višjih šol, predavatelji in drugi strokovni delavci, direktorica Andragoškega centra Slovenije, direktor Centra za poklicno izobraževanje in ostali prisotni, lepo pozdravljeni na današnjem tretjem, kot ste zapisali, letnem posvetu višjega strokovnega izobraževanja. Današnji posvet, če gledam šolsko vertikalo, je 4. od 5, od predšolske vzgoje do višjega strokovnega izobraževanja. Izpostavljam zato, ker mislim, da je potrebno imeti tudi dobro podstat, da se potem lahko uspešno izvaja izobraževalni proces na terciarnem delu. Program letošnjega posveta višjih šol vabi k premišljevanju o sodobnih pristopih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje vseh vključenih v sam izobraževalni proces. Sodobnost, kot smo že slišali, prinaša nove in raznovrstne izzive, hkrati pa sem prepričan, da tudi priložnosti za inovacije v izobraževanju, ki jih moramo izkoristiti, da bomo še naprej uspešno odgovarjali na potrebe sedanjih in prihodnjih generacij študentov višjih šol in tudi trga dela. To zahteva tudi drugačen način življenja današnjih generacij, drugačna prepričanja in drugačne vrednote pri posameznikih in v družbi kot celoti in hkrati tudi hitre spremembe na trgu dela. Višje strokovno izobraževanje, ki ga uvrščamo v tako imenovani kratki cikel terciarnega izobraževanja, se je v 30 letih delovanja dobro umestilo v slovenski izobraževalni prostor. To kažejo tudi številke, danes smo jih že slišali, na letni ravni vpisanih več kot 9000 študentov, od tega približno polovica redno, približno polovica izredno, kar pomeni, da čutijo potrebo po tovrstnem izobraževanju, hkrati pa, da tudi gospodarstvo ima potrebo po kompetencah, ki jih študentje pridobijo na višjem strokovnem izobraževanju. V Sloveniji nam trenutno deluje 48 višjih strokovnih šol, ki hkrati ponujajo 34 študijskih programov in dober podatek je tudi, da je 60% študentov vpisanih v programe z področja naravoslovja in tehnike, za kar je še posebno povpraševanje na trgu dela. Naj omenim tu še višjo policijsko šolo v okviru Ministrstva za notranje zadeve in višjo vojaško strokovno šolo v okviru Ministrstva za obrambo, ki tudi sestavljata neko celoto na področju višjega šolstva. Za uspešno delo višjih šol je posebnega pomena socialno partnerstvo, saj so študijski programi, že sami študijski programi naravnani tako, da povezujejo teorijo z velikim delom praktičnega dela in pogosto ali praktično vedno pri delodajalcih. V tem oziru ministrstvo z različnimi ukrepi podpira tudi krepitev socialnega partnerstva. Pri študijskih programih na višjem izobraževanju je kar 40% samega programa na letni ravni,
ki ga študentje upravijo preko odprtega kurikula tudi glede na praktičnega dela in glede na potrebe gospodarstva. Slovenski izobraževalni prostor ima v tem okviru tudi višje in hkrati tudi višje izobraževanje ob podpori evropskih sredstev in v okviru projekta iz Sklada za okrevanje in odpornost veliko priložnost, da naredi premike tudi na področju modernizacije pristopov, programov in še vrsto drugih aktivnosti, ki potekajo torej preko samega projekta, katerega nosilec je Center za poklicno izobraževanje. Kot sem seznanjen, se tu pripravljajo tudi spremembe izhodišč za oblikovanje višješolskih programov, ta pa bodo zagotovo tudi podlaga za prenovo in pa tudi razvoj študijskih programov. Aplikativne raziskave je tisti del, ki mu zagotovo na področju višjega šolstva lahko damo velik poudarek. Gre v korist študentov, v korist gospodarstva in tudi v korist celotne družbe, s tem pa se krepi prepoznavnost in pa sama zaposljivost diplomantov višjih strokovnih šol. In pomembno se mi zdi, da bomo danes slišali tudi primere dobrih praks, ki naj bodo spodbuda za nadaljnje delo in za sklepanje novih partnerstev. Naša želja je, da bi se dobre prakse razširile na celotni sistem višjega strokovnega izobraževanja. Zagotovo je pred nami še mnogo izzivov in razprav, kot na primer razmisleki o možnostih razvoja novih programov z različnih področij, novih področij, ki se nam pojavljajo tudi na področju gospodarstva. Kako povečati vključenost žensk v višje strokovno izobraževanje, kako razvijati sodobne modele izrednega izobraževanja, vključevanja tujcev, študentov s posebnimi potrebami, študentov, športnikov in vseh drugih, ki danes delujejo v naši družbi. Kako krepiti sodelovanje med izvajalci izobraževanja in drugimi deležniki na nacionalni, pa tudi na lokalni ravni. In naj vas ob tej priložnosti še povabim k podpori pri umeščanju deleža bruto družbenega proizvoda za izobraževanje v krovni zakon o organizaciji in financiranju. S tem želimo zaščititi delež v enem največjih sektorjev za trajni razvoj in napredek in stati ob boku tistih evropskih držav, ki temu deležu namenjajo največ in jih imamo kot vodilne na področju vzgoje in izobraževanja. Glede na vse aktivnosti in izračune imamo predlog pripravljen, tako da ga bomo še v tem mesecu spustili v javno razpravo in kot sem rekel, vas vabim, da nas pri tem tudi podprete. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, Skupnost višjih strokovnih šol je v sodelovanju z ministrstvom za današnje srečanje pripravila zanimiv in pester program. Verjamem, da bo srečanje nosilcev politike, stroke in prakse priložnost za vrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu, obenem pa tudi čas za informiranje in razpravo o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile naše delovanje v prihodnje. Vsem, ki delate na področju višjega izobraževanja, kolegom iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, partnerjem se iskreno zahvaljujem za dosedanje delo in vam tudi vnaprej želim veliko uspeha. Hvala lepa.